Na spletu so goljufije vseh vrst, bančne, investicijske, s spletnimi trgovinami, pa tudi tako imenovane romantične goljufije v izjemnem porastu. Kar 3-krat več jih je kot pred 5 leti. V minulem letu so goljufi Slovencem ukradli rekordnih 30 milijonov evrov. Neža, ni pa posledica vseh teh prevar le izguba denarja. Žal ne, imamo primer, ko si je gospa zaradi romantične prevare v stiski vzela življenje. Slišali boste tudi pričevanji, ko sta zaradi goljufije ostala brez vseh prihrankov. Spletnih goljufij je vedno več, kar 3,5-krat več kot pred 5 leti, 4-krat več je ukradenega denarja. Lani rekordnih 30 milijonov evrov. V povprečju so vsakega ogoljufali za 15 tisoč. Največ prijav na policijo je zaradi nikoli dostavljenih artiklov, 886. Največ denarja pa ukradejo pri investicijskih vlaganjih. Poskusili so ukrasti rekordnih 369 tisočakov, a je banka transakcijo ustavila. Največ je ribarenja po naših bančnih podatkih. Klemen Magajna je prejel sporočilo o zablokirani kartici in navodilom, da vpiše bančne podatke, davčno in telefonsko številko. So zaporedoma na 10-15 sekund so po 500 evrov dol denar. Potem so mi pač praznili račun in do minusa, kolikor sem imel limita, cirka 3000 evrov. Tako je klical na banko, da bi rešil denar. Na banki so mi zatrdili, da je načeloma vse okej, da denar še ni bil sproščen naprej. Čez 3 dni so me strani banke klicali in so rekli, da ker so bili pač podatki pravilni, da je bil denar sproščen torej kriminalni združbi. Da ga banka ni zaščitila, pravi. Jaz bom šel oziroma sem že šel tudi v zasebno tožbo. Vselej se začne z elektronskim sporočilom ali klicem. Obljubljajo bajne zaslužke, če investirajo. Ti seveda začneš z nekim manjšim vložkom, nekaj tisoč evrov, potem seveda ti za poizkušnjo rečejo, evo vam, tukaj imate izplačilo 200 evrov, kreirajo ti račun, vidiš dostop do nekega portfelja, vidiš ta svoj navidezni spet denar. 70-letna visoko izobražena upokojenka iz Ljubljane, ki želi ostati anonimna, je zasledila oglas za avtomatsko trgovanje na borzi. Začela je z 250 evri. Pokazali so mi moj račun, pošiljali so mi analize, obljubili so mi, da bom zaslužila. Nato je celotna platforma ugasnila za 3 dni. Ves denar, 24 tisoč evrov, je v momentu izginil. Namesto izplačila nam spraznijo račune. Več 10 tisoč evrov zgubljajo ljudje na ta račun. Ali lahko nekje tudi do 100 tisoč evrov in več. Največ pa vem za $500 000. In se še zadolžijo. Stranka je najela kredit, potem je verjela, da bo dobila pa potem ta denar. Naše osebne podatke preprodajo. Tudi kupujejo orožje na črnem trgu. Tudi tak primer poznam in je potem Interpol potrkal na vrata. Goljufom vselej nevede podatke posredujejo stranke, opozarjajo na Združenju bank. Nikoli nikomor posredovati nobenih podatkov, svojih neosebnih, ne bančnih, ne elektronskih, ne se odzivati na neke ponudbe bogate ali pa na neke grožnje. Banka sigurno ne bo zahtevala od vas bančnih podatkov. Na koprski policiji imajo prvo delovno skupino za spletne goljufije. Razlog, imajo namreč 37% več prijav spletnih goljufij kot leto prej in 62% več kot leta 2022. Skupina preiskuje 75 kaznivih dejanj v vrednosti 400 tisoč evrov. V zadnjem obdobju so zelo pogosti tako imenovane goljufije z lažno tehnično pomočjo bank. Dejansko stopijo v lažno spletno stran banke in podatki, ki jih vpisujejo, posredujejo direktno storilcem. Goljufi vas poskušajo krasti tudi prek dostavne službe. Goljufija se je začela lani spomladi z oglasom na Bolhi. Ljubljančanka Ana je prodajala pedikerski stol za 350 evrov. Kontaktiral jo je moški, komunicirala sta v slovenščini. Napeljal je tako, da ne more sam priti po ta stol. Dostavo in plačilo je želel urediti prek dostavljavca DPD. Sem dobila, kot naj bi bil DPD mail, povezavo, kjer sem opisala potem svoje in njegove podatke.
tudi podatke svoje bančne kartice. Sem začela dobivati na spletno banko zahtevke za plačilo od neke spletne strani AsiaPlay. Tako je klicala na banko in preklicala kartico. Sem mu pisala, da želi plačilo od mene in me je poskušal nagovarjati, da je to prav, da bom jaz dobila denar. DPD ji je prevaro potrdil. So takoj rekli, da to ni njihov mail in da imajo veliko teh prevar. Denarja ji na srečo niso ukradli. Lani je bilo 46 ogoljofanih v romantičnih prevarah. Goljufi so jih ukradli za 570 000 evrov, skoraj dvakrat več kot pred 5 leti. Romantična prevara je bila usodna za Emino babico. Dogodek, ki je pretresel družino. Pred 5 leti v bistvu si je moja babi vzela življenje. Stara je bila 68 let, kasneje so izvedeli, da si je pol leta dopisovala z moškim. Skoraj enih sporočil o prošenj za denarno pomoč, neke čustvene manipulacije, grožnje z smrtjo. Po več nakazilih je znova prosil za denar, da bi prišel do nje. Da bo drugače pač umrl na tisti ploščadi. Babi takrat več ni imela niti denarja. Prekinil je komunikacijo. Babica je bila prepričana, da je zakrivila njegovo smrt. Emina babica ni osamljena žrtev. Včasih gre za nekega mornarja, včasih za vojaka. Sporočila so enaka. Želi preprečiti podobne tragedije. Če bi šlo samo za denar, to je najmanjša stvar. Če bi jo lahko hranili pri življenju, to je bilo tisto, kar je na koncu največ vredno. Bolijo, ko sliši namigovanja, da nasedejo samo starejše, osamljene ženske. To se lahko čisto vsakemu izmed nas zgodi. Naši babici, našemu stricu, teti, staršem, pa konec koncev tudi nam mladim. Napadalci se ne bodo nikoli sami ustavili, opozarjajo na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost. Neka gospa plačala vse skupaj več kot 100 000 evrov. Nekateri tudi najamejo potem kredite, si sposojajo pri sorodnikih. Nekateri izgubijo praktično čisto vse, preden potem končno spoznajo. Osredotočajo se tudi na moških, ki jih izseljujejo z intimnimi posnetki. Več na 24ur.com.